Pozdravljeni! V sezoni 2020 svetovnega prvenstva Formule 1 ni še prav jasno, katere dirke bodo izvedene in koliko jih na koncu bo. A predvidevam, da nekatere odpovedi, za katere lahko rečemo, da so že 100%, bo lahko vodilo do porušenja razmerja moči. Seveda, vsak izmed navdušencev nad Formulo 1 je že slišal pri analizi določenega bolida besedo koncept. A treba se je zavedati, da določen koncept bolida spada na določen tip proge. In ko so inženirji začeli z delom za sezono 2020, niso vedeli, da bo določeno število dirk odpadlo. Zato so naredili koncept bolidov, kateri se bo čim bolj približal tistemu idealu. Idealu za število dirk, katerega so mislili, da bo izveden. In nekako neko nepisano pravilo velja v Formuli 1, da je proga v Barceloni tista za veliko nagrado Španije tista najbolj univerzalna. Če si dober v Španiji, boš povprečno dober na vseh dirkah, seveda tistih, katere so predvideli za svetovno prvenstvo Formule 1. A ogromno jih je bilo prestavljenih oziroma preklicanih. In če pogledamo tiste, ki ne bodo izvedene oziroma katerim kaže, da ne bodo izvedene, bomo videli, da je prav ekipa Mercedesa tista, ki je tu na papirju največ izgubila. Če pogledamo v Monaku, za katero vemo, da je ne bo izvedena, vidimo, da je bil Mercedes ter deloma Red Bull v prednosti pred Ferrarijem. V Španiji je bil Mercedes tisti, ki je bil dominanten v zadnjih izvedbah. Prav tako v Franciji je bil Mercedes tisti, ki je največ pridobil iz tiste proge. Za Azerbajdžan nimamo še kakega potrdila, da je ne bo, a po mojem osebnem mnenju lahko tudi tako kaže. In prav v Azerbajdžanu tudi Mercedes ni bil tako slab. Z veliko nagrado Nizozemske nimam kakih 100% podatkov, kdo bo v prednosti, a predvidevam, da Mercedes. In v Avstraliji, čeprav bi jo lahko izvedli na koncu sezone, mislim, da je bil tudi tu Mercedes v prednosti rahli pred ostalimi. In seveda, iz tega se da razbrati marsikaj. A poglejmo proge, katere so ostale, katere pričakujemo, da bodo imele dirko za veliko nagrado. In začnimo s tisto prvo, veliko nagrado Avstrije, kjer Mercedes ni v prednosti. Ponavadi zaradi visokih temperatur, tako zraka kot asfalta, in zaradi specifike proge, kjer je ogromno pospeševanja in zaviranja, Mercedes se ne odreže dobro. In tu sta v prednosti seveda Red Bull in Ferrari. Malce obratna zgodba pri veliki nagradi Velike Britanije, kjer je Mercedes tisti, ki s svojim konceptom praktično pride do izraza, a odvisno od zunanjih temperatur. Na to imamo veliko nagrado Madžarske, ki je malce drugačna od velike nagrade Avstrije. Tu pride Mercedes do izraza in seveda za njim Red Bull. Ferrari daleč zadaj. In na to pridejo tiste proge, kjer se Ferrari pokaže s svojim konceptom kot primeren. Govorim o Belgiji, govorim o Italiji, tu sem dal še Rusijo, kjer je tudi Mercedes prisoten, a Singapur zagotovo proga, katera je pisana na kožo konceptu Ferrarija. Pri Japonski vidim, da lahko gre za nek dvoboj med Mercedesom in Ferrarijem, medtem ko velika nagrada Kitajske, po mojem osebnem videnju, bi morala biti bolj pisana na kožo Mercedesu, medtem ko Kanada, če je vse v redu, proga namenjena Ferrariju. Pri ZDA in Mehiki, vkolikor ju bojo izvedli, vidim bolj dvoboj Mercedes, Red Bull v obeh primerih, medtem ko za veliko nagrado Brazilije ne moremo pravzaprav napovedati, kdo bo najboljši v tisti norosti. Bahrein, proga za Ferrari, Abu Dhabi, bolj proga za Mercedes. Seveda, gre za moja, poenostavljena razmišljanja, a vidimo, če tako malce pogledamo počez, da ima Ferrari neko prednost na papirju na 8 velikih nagradah, Mercedes prav tako na 8 in zraven Red Bull najmanj pri 4. In seveda, kaj to pomeni? S temi odpovedmi smo takoj videli, da tisti dominantni Mercedes je prišel nekako na
izenačen nivo vsaj z Ferrarijem. Pustimo sedaj pri strani, kako je nov SF1000 konkurenčen, kajti nimamo še pravih podatkov. Vse, kar govorijo razni videi, so samo predvidevanja. A vseeno, tudi Red Bull je kar dvignil svojo konkurenčnost s tem, da so se zmanjšale dirke, katere bojo na razpolago, in zna biti razsodnik v tem boju. Vsekakor ta koronavirus zna v sezono 2020 prinesti tudi mnogo pozitivnih stvari in videli bomo, kako odpoved določenih dirk zna to ravnotežje moči porušiti in vzpostaviti nove kriterije, v katerih mislim, da bomo videli zanimive dirke in kar ogorčen boj za naslov svetovnega prvaka. Seveda, vse je odvisno tudi od tega, katere od teh dirk bodo izvedene, kdaj bodo izvedene in kako bo odšel tisti razvoj bolitev v katero smer, a vseeno izgleda vsaj na prvi pogled bistveno bolj zanimivo, kot smo lahko pričakovali. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.